leta 1947 in res neprestani dialog z nekom, tudi na takrat seveda zelo nasprotni strani, ki mu je pomagal, ki je vstopil z njim na isto stran, ki mu je dejansko pomagal, tako da je na koncu pristal v Argentini. In ko se pa spusti v Argentino, je to področje zgodovinskih dogodkov, ki ga Slovenci, tudi jaz sam malo poznamo, čeprav sem bil tudi sam v Argentini. Gre za eno obliko zmešnjave, ampak tudi eno dejstvo, da ste bili Slovenci takrat, ki ste prišli v Argentino, potisnjeni v neko noro situacijo, da se je tudi tam začela izredno agresivna komunistična gverila, na drugi strani zelo agresivna tudi vojaška hunta, ki se je branila. In tukaj se njegova življenjska zgodba preplete z tem dekletom Ano, ki je njegov oče, tudi židovska družina iz Madžarske, ki jih njegov oče, se pravi Pavlov oče, leta 1940 reši s ponarejenimi potnimi listi, ker je bil takrat očitno nek stražnik v Mariboru, podobno kot je bil tudi vaš oče stražnik, nekaj podobnega v Mariboru. Pravkar sem dobila samo informacijo, da tudi gospod Ajlec spremlja menda to tiskovno konferenco direktno v Argentino, tako da ga prav lepo pozdravljamo. Gospod Jože, vi ste želel nekaj povedati? Ja, nekaj kratkega samo v zvezi z zgodovino in literaturo. Vsi veste, da pravzaprav brez zgodovinskih osnov. Vsi veste, da pravzaprav noben pisatelj tako rekoč teh slavnih imen ni mogel brez zgodovine napisati svojega dela. Vsa velika epska dela pravzaprav temeljijo na vojno, recimo, če se spomnite na Iliado in Odisejo, če se spomnite na Vojno in mir, če se spomnite na velika dela Prve svetovne vojne, Druge svetovne vojne, je to nekaj, kar je pravzaprav presenetljivo, ampak v bistvu ni, kajti v vojni se človekove stiske najbolj zgostijo in tudi najbolj odprejo in pravi pisatelj pravzaprav tu najde svoj bistveni navdih za razlago ne sicer zgodovine, ampak človeka zgodovini, ki je zmeraj tako rekoč zelo ogrožen. Mislim, da je avtor te knjige, predvsem v drugem delu, ki je meni pravzaprav neznan, jaz tudi njegovega življenja pisa dosti ne poznam. Ampak tisti del se meni zdi zanimiv, ker je tam skušal spet odpreti neko eksistencialno stisko človeku, ki ga povzročajo neke druge okoliščine, kot smo bili mi vajeni tukaj. Hvala. No, naj navedem tudi en odlomek, ki ga je prav o vojni v svojem romanu zapisal gospod Ajlec, torej v Kriku brez odmeva piše: Včasih premišljujem o naši državljanski vojni in jo primerjam s frontami zaveznikov po vsem svetu, ter ugotavljam, da na vse zadnje ni velike razlike. Povsod se je proti sovražniku treba boriti z orožjem, povsod pobijati in uničevati. Razlika je ta, da naš boj poteka v družini, med brati, med sinovi in starši in je poln strahovitega sovraštva. Zakaj se je to zgodilo? To vprašanje zakaj si najbrž gospod Simčič zastavlja, kot pravite v svojih romanih tudi vi, človek ves čas. Ali zlu sploh lahko ubežimo?